Program obnovitvene rehabilitacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo je izjemnega pomena. Pravzaprav je, kar se tiče pod navednicami papirologije, pripravljeno že vse, zdaj pravzaprav čakate le še na izvedbo. Pripravili ste vse izračune, celotno podlago za izvedbo tega programa. Zdaj so na vrsti na Ministrstvu za zdravje in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kateri so nujni ukrepi, ki bodo omogočili zaživetje programa? Ja, obnovitvena rehabilitacija za bolnike s Parkinsonovo boleznijo je bila regulirana zakonsko v letu 2021, v septembru mesecu, ko je zakon sprejel tudi Državni zbor. V tej podlagah, ki smo jih pripravili, so opredeljene klinična pot in vsi posamezni elementi, ki so potrebni za izvedbo rehabilitacije. Vendar še vedno sem mnenja, da nekateri ne priznavajo teh sodobnih pristopov reševanja problematike Parkinsonovih bolnikov. Zato je nujno potrebno, da to rehabilitacijo tudi izpeljemo, uvedemo in na potezi je sedaj Ministrstvo za zdravje, ki mora pripraviti podzakonske akte. Pričakujem, da bodo v delovno skupino imenovali tako predstavnike trepetlike kot tudi stroke. Nenazadnje, pred letom dni so se sestali vodilni nevrologi, svetovni nevrologi za parkinsonizem in v bistvu ugotovili, potrdili, da je obnovitvena rehabilitacija nujno potrebna za podaljševanje nekega simptomatskega stanja in da se razvoj bolezni počasneje odvija. Zato smo pripravili tudi vse potrebne izračune, kaj bi to pomenilo, kakšni so prihranki v državni proračun. Podatki o tem, kako zelo se lahko izboljša kakovost življenja obolelih po zaslugi tega programa, so v resnici osupljivi. Zato bi vas prosila za nekaj ključnih številk, ključnih informacij, tako o tem, na kakšen način se izboljša kakovost življenja, kot seveda tudi o tem, kaj je na ta način prihranjeno tako obolelim kot tudi družbi. Ja, moram povedati, da po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije imamo 35 držav, ki imajo že uvedene sisteme obnovitvene rehabilitacije. To je predvsem prednost, ker bolniki lažje spoznavajo, se borijo z dnevnimi problemi, z dnevnimi tegobami, simptomi, jih znajo premagovati in pomemben del je tudi naučiti bolnika fizične vadbe, uvesti fizioterapijo in ga celostno obravnavati. To daje tudi Svetovna zdravstvena organizacija temu velik pomen, da je treba interdisciplinarno obravnavati vsakega pacienta in temu primerno narediti tudi program rehabilitacije. Pri vseh programih pa, kadar govorimo o sistemskem sprejemanju in uvajanju, govorimo tudi o tako imenovani stroškovni učinkovitosti. Ta je tukaj izjemna. Ja, imeli smo predpostavko, pri izračunih smo imeli predpostavko, da imamo 10.000 pacientov, bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, da je zamik za 5 let v 30-letnem obdobju, koliko je povprečna starost od diagnoze do smrti Parkinsonovega bolnika. Nadalje smo zbrali podatke o stroških v 4 evropskih državah, kjer je evidentno, da je strošek v prvem letu nacionalnega obremenitve 5.000 evrov in v zadnji fazi bolezni tudi 90.000 evrov. S temi podatki smo potem na podlagi cashflowa in pa obrestne mere predpostavljene 5% in pa 4,1% incidence, smo v bistvu prišli do zaključka, da je to 1 milijardo prihranka v tem 30-letnem obdobju.